Zdaj, tale materinski dan me je malo potegnil za jezik. Jaz sem napisal v zadnjih 3 letih nastala tale knjiga Prvi spol, čist je popisana, to je moj izvod. Tam na strani 56 sem v cankarjanski materi, v kateri se splača govoriti v teh dneh, napisal pa tole. Fenomen sedanje slovenske cankarjanske matere, ki je drugačna, kot je bila v Cankarjevem času, je, da pohoto sublimira skozi nesebično materinstvo. Na ta način te ali pa take matere uničujejo svoje otroke, predvsem sinove, ki se prelevijo v nekakšne nadomestne može. To je groza. Svoje može pa po drugi strani ignorirajo oziroma jih seksualno zanemarjajo. Mnoge ženske, ne pa čisto vse, postanejo z leti aseksualne. Izhod pa vidijo nekakšni poduhovljenosti. Seks uporabljajo bolj zato, če nadaljujem, da kaznujejo svoje može, da bi bili bolj krotki. To je perverzija, ki se napaja iz patologije, ki je imela ta hčerka, ta današnja sodobna ženska, emancipiranka, cankarjanska mati, s svojim očetom. Namesto, da bi se skregala do konca s svojim kretenskim očetom, potem svojo patologijo predeluje na svojem dežurnem krivcu, možu, svojem oplojevalcu, in na ta način ne jebe v glavo sam tega moža, ampak očeta svojih otrok. In otroci to gledajo in dobijo vtis sinovi, recimo, bodi loser, kreten, tako svoj foter, takega te ljubim. In potem na zelo ponesrečen način zaznamuje sina. In ta sin postane zbeganec, ne ve, kaj bi postal, in postane točno to, kreten, kakršen je njegov oče. Hčerke, pa če bo mama rekla, tvoj foter je kreten, le kaj dela, potem bo ta hčerka točno kretena domov pripeljala. Foter se bo pa za glavo držal, kje pa ta zga najedla? Ja, oči isti je kot ti. Ker mama mora rehabilitirati te slabosti, ki jih ima njen mož v očeh svojih otrok. To bi bila dobra mama. Ampak te cankarjanske matere so pa neke emancipiranke, imajo, kako bi rekel, več denarja kot svoji možje, partnerji, ženska z več denarja, to je nočna mora za moškega, ker ga simbolno kastrira. Največji problem sodobnih moških je, da so brez kurca, brez denarja. Žena več zasluži, ker niso bili tako pridni kot žena v šoli, niso dokončali faksa, imajo neke obrobne službe, te karieristke imajo pa večjo plačo, večji ugled, in na ta način simbolno kastrira svojega oplojevalca. Simbolno kastrirani moški pa ne more očetovati svojim otrokom. In to je zdrs paradigmatske narave v Sloveniji. Emancipiranke, ki imajo danes konotacijo cankarjanske matere, se pravi, to je negativni lik danes, cankarjanska mati nekoč je bila pozitivni lik, zdaj pa ta novodobna ženska negativni lik, zato ker uničuje svoje otroke, predvsem sinove. Sinovi postanejo patološki narcisi, s katerimi se ta novodobna cankarjanska mati baha, patološki narcisi pa nimajo nadjaza. Kaj zdaj to pomeni? Da so pokvarjeni kot kvargl, lažejo, kradejo, so všečni, postanejo psihopati. Zdaj v ta ekstrem, kakršno se je prelevil tudi na pobudo matere, ta Sebastian Colarič Abramov, ampak milejša verzija tudi ni tako nedolžna. Ker teh je malo morje po celi Sloveniji in vedno več jih bo. Psihopati bodo v Sloveniji v grob spravili in psihopata naredi mama. Tudi zato, ker kastrira odipalnega, odipskega očeta. Simbolna kastracija očetov je največji problem. In to leva politika ustoličuje. Tudi, recimo, skozi dan žena, enakost spolov, teorija gender. Materinski dan je dan, ki ga je treba praznovati, vendar imeti tudi neka predavanja. Jaz ga bom imel ravno na materinski dan v Rogaški Slatini, kjer bom razložil, na kak način mora mamica materinovati svojim otrokom, predvsem sinovam. Hčerke se bojo že znašle na nek način, tudi v povezavi z očetom. Sinovi so pa problematični. Se pravi, materinski dan, mamice, bodite spet
mamice oziroma ženske z veliko začetnico, ne biti moškinje, ne biti možače, ker boste svoje otroke v grob spravili. Dajte svoje te oplojevalce videti, kot da so neki alfa samci na nekih žrebcih, ne pa da vidi otrok, da je njegov foter blefer na sivem oslu, ne, kar mogoče pa tudi je, ampak mamica, ne, ga more rehabilitirati. Ok, tole sem povedal, zdaj, če se vas je kaj prijelo, ok, če ne pa, ne vem, berite me še naprej.